Pozdravljeni! Osnovnošolci občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so se minuli teden v organizaciji Medobčinske zveze društev prijateljev mladine sestali na 18. medobčinskem otroškem parlamentu. Tema letošnjega parlamenta je bila šolski sistem. Na 18. seji, ki je potekala v sejni sobi občinskega sveta v gradu, se je zbralo 21 mladih parlamentarcev iz osnovnih šol Ormož, Stanka Vraza, Ivajnkovci, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Uvodoma jih je pozdravila predsednica Društva prijateljev mladine Aleksandra Kociper, potem pa so jih nagovorili še župani Danijel Vrbnjak, Mirko Cvetko in Toni Jelovica, ki so mladim razpravljavcem kasneje tudi prisluhnili. Letošnja tema je bila še posebej zanimiva. Šolarji so namreč razpravljali na temo šolski sistem. Ja, res je. V bistvu je naravnano takole, da je tema dvoletna, tako da letos je prvič, nadaljujemo torej naslednje leto. Po šolah so si zadajali različne aktivnosti, dejavnosti, ki so jih torej na to temo delali. Danes pa se zberemo potem iz vseh treh občin, iz naših osnovnih šol, predstavniki, parlamentarci, ki bodo razpravljali torej na to temo. Kako pa šolarji radi sodelujejo? Imajo voljo debatirati, se počutijo pomembnejši? Jaz mislim, da ja. To so v bistvu predstavniki učencev, oddelkov, ki jih torej oni med sabo izberejo. In pomembno je tukaj delo mentorjev, na kakšen način se lotiš priprave, dela z njimi in se pravi tisto temo, ki je določena, da o njej torej razpravljaš z njimi in debatiraš, pa v bistvu tudi kako si načrtuješ za ostale učence oziroma za celo šolo aktivnosti. Torej danes boste najbrž sprejeli neke sklepe, zaključke, kako potem vse skupaj poteka dalje? Ja, v bistvu imamo 4 podteme določene in bomo na te podteme v bistvu razpravljali. Te so učne vsebine in šola za življenje, odgovornost in vrednote, metode in načini poučevanja in odnosi in sodelovanje. Tako da bodo to 4 podteme, ki bodo v bistvu naše vodilo razprave. Predtem pa bodo šole še predstavile aktivnosti, dejavnosti, ki so jih na to temo čez leto počeli. Mladi parlamentarci po šolah so se kar srečevali, debatirali in prišli tudi do nekaterih zaključkov. Zaključkov je bilo dosta. Imeli smo 4 podteme. Vrednote, odgovornost, sodelovanje, pa tudi kako se mi učimo, se pravi način poučevanja. Zdaj vsak ima svoje mnenje, to je zdaj težko povedati, kakšni so zaključke. Ja, mi si bi verjetno želeli malo krajši pouk, pa manj domačih nalog, ampak verjetno pač nas to spodbudi, da smo potem uspešni. In recimo, bi se dalo, misliš, to kaj spremeniti, boste lahko vplivali? Težko, verjetno, ja. Torej domače naloge vseeno verjetno so z nekega vzroka, ne? Ja. Kako pa rada sodeluješ, se ti zdi to fajn, da se tvoj glas sliši nekje? Ja, verjetno je to pomembno, ker mogoče nimajo vsi možnosti, da so slišani, mi pa lahko predstavimo še mnenje drugih. Torej v imenu svojih sošolcev si tukaj? Ja. No in kaj pravijo vsi ostali sošolci, recimo, kakšni so njihovi zaključki, mnenja? Tudi vsi nekako tako približno si želijo čim manj tega dela. Ste se dolgo pripravljali na osnovni šoli Sveti Tomaž za današnji parlament? Ja, smo se večkrat z učiteljci nekoliko srečali in pač šli čez snovi, pa čez vse, pa si ponavljali, pa spraševali, pa debatirali. No, tema je zelo zanimiva, ne? Kaj si ti misliš, bi se trebalo kaj spremeniti v šolskem sistemu? Pa tu pa tam, ja, kaj recimo, da pri pouku, da bi bilo kaj več praktičnega pouka ali pa kaj takega, da ni vedno eno pa isto. To si torej želite, malo več prakse? Ja, bolj ali manj to, ja. No, nekateri pravijo, da imate preveč domačih nalog, se ti s tem strinjaš? Bolj odvisno pri katerem pouku. Pri enih poukih dobimo več naloge, tako pa pri drugih poukih. No, zakaj pa rad sodeluješ, zakaj ti je fajn?
Ja, rad tudi povem, kako svoje mnenje in kaj si jaz mislim o šolskem sistemu. Vsako leto zasedanju medobčinskega otroškega parlamenta predseduje druga šola z območja Zveze prijateljev mladine Ormož. Ta potem zaključke prenese na državni otroški parlament. Letos je na vrsti osnovna šola Ivanjkovci za vodenje medobčinskega otroškega parlamenta in tudi oni nas bodo potem zastopali v Ljubljani, ko bo nacionalni otroški parlament 35. že letos, tako da bodo nas oni tam zastopali. No, zanimivo pa bi bilo seveda izvedeti tudi to, kako pa ste slišani mladi oziroma kako so slišani mladi parlamentarci na nivoju države. Jaz mislim, da tisti dan zagotovo, ker se v državnem zboru zberajo torej vsi iz cele Slovenije, vedno povabijo tudi pomembne ljudi z področja politike, tako da jim zagotovo takrat prisluhnejo, vedno rečejo, da jim je zanimivo prisluhniti, tudi mi na lokalnem nivoju vedno povabimo tudi župane, radi se nam vedno pridružijo, se odzovejo povabilo, tako da res je to pomembno, da otroci vedo, da so slišani, pa da tisto, kar povedo, da jim nekdo prisluhne, pa na nek način da veljavo. Mladi parlamentarci so pogumno izrazili svoja mnenja in ideje, v glavnem pa si želijo šolo, ki bo prijazna in spodbudna. Med zanimivimi in dobrodošlimi predavanji, ki jih Ljudska univerza Ormož organizira v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje, je minuli teden bilo predavanje na temo Prva pomoč in oživljanje. Udeleženci predavanja so tako imeli možnost obnoviti znanje in se naučiti tudi kaj novega, za primer, ko nekdo potrebuje prvo zdravstveno pomoč. Gotovo, da so vsa predavanja in siceršnje dejavnosti, ki jih ponuja Ljudska univerza Ormož, dobrodošle, poučne in zanimive, ampak organizacija predavanja na temo Prva pomoč in oživljanje si zasluži posebno pozornost in posebno pohvalo vsem, ki so idejo spoznali kot dobrodošlo. V bistvu pa gre to za sklop predavanj v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Namreč na Ljudski univerzi Ormož izvajamo ta program za udeležence oziroma za osebe, ki so že v tretjem življenjskem obdobju, torej večinoma za upokojene osebe. Za njih izvajamo različne programe, od nemščine, angleščine, računalništva, ustvarjanja, kuhanja, moške zadeve, ampak hkrati pa jim mesečno nudimo predavanja na različne teme, tako da smo že imeli vse od postavitve visoke grede do danes torej prve pomoči. Tudi o zeliščih so se že pogovarjali, o gobah in gobarjenju, varnosti na spletu. Danes pa smo torej izbrali to temo, ker se nam zdi vseeno pomembna tema, da jo poznamo, da vemo, kako nuditi prvo pomoč, kajti nikoli se ne ve, kdaj se kaj zgodi in takrat je res treba pristopiti na pomoč mogoče nekomu doma ali pa nekomu na ulici, tako da zato želimo, da pridobijo ta znanja ali pa vsaj mogoče se spomnijo ponovno, kako odreagirati v takih primerih. No, zanimivo je, da pravzaprav izbirate zelo dobrodošle teme, ne? Recimo, kako po kakšnem ključu izbirate te tematike, kar se tiče predavanj? Ja, dejansko malo poslušamo udeležence, se pravi, v čem je interes, kakšne so njihove nekako želje, mogoče tudi potrebe, se pravi, da nekako pridobimo te informacije od njih, kaj bi, recimo vidimo, ko smo imeli lani poleti en program v zelišči, smo videli, da je bil kar interes, smo rekli, bomo pa še eno predavanje potem za njih izvedli. Podobno je bilo recimo tudi pri gobah in gobarjenju, ko smo imeli poleti eno takšno program, pa smo videli, da je interes, smo rekli, bomo pa še to ponovili. Recimo varnost pri spletu je zdaj zelo aktualna, ker se marsikaj lahko dogaja, to je zdaj tema, ki jo moramo res vsi dobro poznati. Se pravi tako, da pač res izhajamo iz tega, kaj udeleženci sami povejo.
Recimo izkazali so tudi interes, da ponovijo cestno-prometne predpise, zato ker se vedno noso kaj spreminja, tako da je bilo tudi na to temo predavanje tudi zelo dobro obiskano in zanimivo. Tako da pač vedno črpamo iz tega, kaj zaznamo med udeleženci, da bi bilo popularno oziroma interesantno za njih. No, verjetno je treba poudariti, da so vsa ta predavanja brezplačna, kako si jih vi financirate, pokrijete stroške? Tako je, gre za programe Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je krita se strani letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sofinancirajo oziroma financirajo vse 3 občine, se pravi občina Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, tako da iz tega programa so potem te aktivnosti krite in, kot ste omenili, za naše udeležence brezplačne. Udeleženci so se v predavalnici Ljudske univerze Ormož na Brazovi ulici 12 zbrali ob 9. uri. Predavanje iz prve pomoči je vedno dobrodošlo. Ja, sigurno. Jaz sem zmeraj za inovacije in pa nekaj novega. Tako da sicer sem že kar to nekaj časa spremljam in v teh letih sem že nekaj tečajev dal skozi, ampak si želim skozi nekih novitet in me prav preseneča, recimo, da tudi Ljudska univerza skrbi za starejše in nasploh populacijo, da si pridobiva znanje iz prve pomoči, ker včasih, ko pride do take situacije, smo mogoče malo bolj nervozni, pa se ne znajdemo takoj, ko bi se mogli, ampak jaz mislim, da je to zelo pozitivno in fajn je taka predavanja dati skozi. Ja, že kar nekaj časa študiram, da pravzaprav se vse pozabila. Vse smo imeli na šoferskem izpitu, pa potem kot planinski vodič, ampak to je že toliko let nazaj, da zdaj, da se nekaj zgodi, ne bi vedela točno, kaj moram narediti in to me jezi. In sem rekla, sem prav spremljala, a kje bo kaj takega, da se udeležim in to mi je zdaj tako fino prišlo. No, kaj pa sicer tudi ostalih takšnih predavanj se udeležujete? Ja, kar me zanima, tisto se udeležujem, res. Naprimer, o obdelavi vrta sem bila zadnjič, ker pač vrt imam rada, zelenjavo na vrtu in tako dalje in to vse sama delam. Vedno pač teme, ki me zanimajo, jaz se kar udeležim, kaj pa. Predavanje je Ljudska univerza organizirala v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Ormož, ker se zavedajo, da ozaveščenost v tej smeri vedno prav pride. Prav gotovo zato, ker se vsakodnevno dogajajo hude stvari, se pravi vsak dan umre približno 4 do 5 ljudi zaradi nenadne srčne smrti. Imamo vsakodnevno delovne nesreče, poškodbe, nenadna druga obolenja, tako da je prav, da v vseh življenjskih obdobjih vemo nekaj o prvi pomoči. Kaj boste torej danes vse povedali slušateljem? Najbolj pogosta obolenja, poškodbe in na koncu temeljne postopke oživljanja. Vas veseli takšno sodelovanje? Ja, seveda. Več je znanja, potem vsi skupaj doživljamo večje uspeha ob nekih kritičnih situacijah. Učna ura oziroma predavanje je udeležencem prineslo precej možnosti, da so slišali kaj novega ali pa obnovili svoje znanje za ravnanje v situacijah, ko je treba oskrbeti poškodbo ali pri sladkornem bolniku preprečiti skrajno slabo počutje, kako ravnati pri zastoju srca ali znakih možganske kapi in podobno. Minuli ponedeljek je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, razdeljena na 3 manjše skupine, obiskala več občin po Dravlju. V Ormožu je ena od skupin obiskala podjetje Kartago in vinsko klet. Že na delovnem zajtrku župani in občinskimi svetniki SDS pri Puklavcu v Zasavcih so prisluhnili konkretnim težavam lokalnih skupnosti, kot so nezadostne povprečnine in premalo posluha za kmetijstvo in gospodarstvo. Skupini, ki je prišla v Ormož ter se pozneje odpravila še v Cirkulane in na Ptuj in so jo sestavljali vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec ter poslanci Andrej Kosi, Jožef Lenart, Suzana Lep-Šimenko in Rado Gladek, se je pridružil tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Najprej so se odpravili v obrat Kartaga v Ormožu, potem pa so se sestali še s predstavniki vinske kleti Puklavec Family Wines.
To je bil eden izmed rednih obiskov po Sloveniji. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke redno mesečno obiskuje teren, tokrat smo v Podravski regiji, sicer smo razdeljeni na 3 skupine, no naša skupina se mudi v teh koncih ormoških, ptujsko-ormoških koncih. Namen obiska je, da spoznamo v bistvu realno problematiko terena, no, tako da obiskujemo od gospodarstva do javnih zavodov, tudi zasebnikov v različnih panogah, torej seznanitev z trenutno njihovo situacijo, problematiko, ki jih tare in možnostmi, kako lahko tudi kot poslanci pomagamo. Potem smo ugotovili, da je bolje, če naredimo več skupin in v enem obisku obiščemo večjo površino, tako da trenutno smo v 3 skupinah. Zdaj eni kolegi so v Slovenski Bistrici, okolici Slovenske Bistrice, drugi so v okolici Maribora in pa ena skupina tukaj v Ormožu. Obisk bo, štart je tukaj v Ormožu, torej sled smo se že ogledali tovarno Kartago, potem Vinska klet, nato nas pa pot pelje še v Borl, Cirkulane in potem na Ptuj, ter na koncu še zaključek, kjer bomo se vsi zbrali in potem analizirali to današnjo ogled oziroma obisk regije, ter dorekli, kako potem naprej, kako politično delovati, da bomo lahko vsem tem, kar smo se seznanili, tudi poskušali odpravljati in pa pomagati. Kako dobro je oziroma zakaj je dobro, da tako greste med ljudi? Politik je pravzaprav zastopnik ljudi in najbolje se seznani s težavami, problemi in pa tudi z dobrimi zgodbami pravzaprav na terenu. Čeprav smo politiki večkrat že na terenu kot individualno, je pa prav, da tudi kot skupina obiščemo posamezne inštitucije, podjetja, kmetijstvo in tako naprej. Se z prve roke seznanimo z tem, kar tare posamezne ljudi, posamezne del področja in potem lahko tudi k temu delujemo. Torej lahko zagovarjamo, se seznanjamo zgodbe in tudi potem planiramo, kako naprej, da lahko te težave nekako odpravljamo in pa seveda, da tudi isto, kar pa dobrega, potem tudi nadaljujemo. Tako kot večina županov in predstavnikov občinskih uprav so tudi tukajšnji župani izpostavljali. Velike obremenitve občin, vedno večje obremenitve, pa vedno manj finančnih sredstev strani države, nizke povprečnine, to nov plačni sistem obremenitev zaradi povišanja plač vrtcev, potem seveda občinski prostorski načrti. In v glavnem to, kar občine tare, pa tudi črpanje evropskih sredstev. Pravijo, ni razpisov, mi imamo pripravljene projekte, pa ni razpisov za evropska sredstva in ko bo ta perspektiva šla proti koncu, bo želeli, da čim prej to izvedemo, pa vemo, da na hitro pa vendarle ne gre. Sigurno, na to smo tudi danes opozorili, se ne samo jaz, bilo je kar nekaj tudi drugih županov Podravske regije. Opozorjali smo da je absolutno premalo sredstva, kar se tiče lokalnih skupnosti. Zelo težko je poskrbeti za razvoj, zelo težko je poskrbeti za same investicije, če ima že takoče sredstva, bi rekel vsako leto višja, tako da povprečnina absolutno. Vsi skupaj molimo, če lahko tako rečem, da bi bile višje, da si lahko kak je denar več nameni same investicije, tudi konec koncu družbenemu življenju. Tako da upam na ta posluh, verjamem in da se bo zadeva tudi na tem področju premaknila naprej. Visoke obremenitve plač pa so izpostavljali delodajalci oziroma gospodarstveniki, še dodaja Jelka Godec. Če se spomnite, v času naše vlade smo sprejeli zakon o dohodnini, ki je razbremenil plače oziroma bi vsakemu delavcu pustil več v denarnici. Žal je Golobova vlada to takoj razveljavila. Mi še vedno opozarjamo, da razbremenitev plač se da narediti, da če ima človek več v denarnici, se tudi denar hitreje obrača in tako naprej. Tako da so seveda tukaj ne ideje, ampak tudi že zakoni, ki so bili že v času naše vlade in bomo seveda te zadeve na vladi potem speljali naprej. Dan je poslanska skupina zaključila skupaj z delovnim kosilom, kjer so strnili vtise z obiska v Podravju. Takšni terenski obiski so pomembni za razumevanje potreb lokalnih skupnosti in oblikovanje boljših rešitev na državni ravni, pojasni ormoški župan. Sigurno, konec koncev pogovor, predstavitev določenih izzivov, malo predstavitev, kaj se v naši občini dogaja, tako da se mogoče malo vidi, kje smo z našo občino, kaj še lahko postorimo, katera vprašanja se nam odpirajo. Tako da o tem je danes debata tekla. Upam in verjamem, da bo glas več v državnem zboru in da se določene zadeve uredijo.
Turistično društvo Središče ob Dravi letos praznuje 30 let delovanja. Jubilej je društvo v družbi domačinov in številnih gostov počastilo s proslavo minulo soboto. Ta je služila obujanju spominov na prehojeno pot in kovanje načrtov za vnaprej. Turistično društvo je v občini Središče ob Dravi že od nekdaj gonilna sila večina dogajanj v občini. Člani so prisotni povsod, naj gre za prominentne občinske dogodke ali čistilne akcije. Glede na pomembnost društva je pestra bila tudi prireditev, s katero so počastili svoj jubilej. Ta je prinesla bogati kulturni program ter vrsto spominov, zahval in spodbudnih besed. 30 letja predanega dela, entuziazma in ljubezni do našega kraja so nas pripeljali do tega posebnega dne. Ko se ozremo nazaj in vidimo, koliko smo skupaj dosegli. Skozi vsa ta leta smo skupnimi močmi ohranjali in širili prepoznavnost naše lepe pokrajine, občine Središče, destinacije Jeruzalem in celotne Slovenije, tudi v tujini, negovali kulturno dediščino, organizirali nepozabne prireditve ter skrbeli za ohranjanje tradicij, ki so temelj naše skupnosti. Ko so pred 30 leti prvi člani društva postavili temeljne kamenčke za to, kar danes imenujemo Turistično društvo Središče ob Dravi, so si verjetno težko predstavljali, kaj bo vse njihovo delo prineslo. A danes smo tukaj ponosni na vse dosežke, ki smo jih skupaj ustvarili z ljudmi, z različnimi talenti, idejami in strastjo do našega kraja. Turistično društvo Središče ob Dravi je bilo ustanovljeno 8. aprila 1995 in od takrat igra ključno vlogo pri organizaciji kulturnih, turističnih, rekreativnih in etnoloških prireditev v občini. Prvi predsednik društva je bil Miro Mele, ki ga je po 9 letih predsedovanja zamenjala Dragica Florjanič, ki pa predsednica ostaja vse do danes. Za 21 let požrtvovalnega predsedovanja je strani Štajerske turistične zveze prejela posebno priznanje Zlati znak. Prav tako pa je priznanje Štajerske turistične zveze prejelo društvo, ki pa si je za 30 let delovanja prislužilo tudi priznanje Slovenske turistične zveze. Le teden dni po splošni čistilni akciji po vseh krajevnih skupnostih v občini Ormož je potekala še ena čistilna akcija. Spoznajmo in očistimo Ormoški grad. Zelo domiselna akcija, ki je niti deževen dan ni okrnil, je prinesla odlične rezultate. Grad je očiščen, predvsem pa številna okna, ki so v bistvu bila najtrši oreh akcije. Akcije se je udeležilo čez 50 občank in občanov, ki jih je delo združilo, vsi pa so dobili možnost, da si obnovljen grad tudi ogledajo. Čistilna akcija se je začela ob 9. uri. Zbrani so takoj začeli z delom. Na občini so poskrbeli za vse rekvizite, potrebno je bilo samo priti in se veselo lotiti dela. Najtrši oreh čistilne akcije so bila številna okna, ampak več kot 50 parov pridnih rok se je dela lotilo z vso vnemo. Še najbolj pa je navdušila zagnanost udeležencev in dobra volja. Ja, res je zelo fino, se mi zdi, da smo se kar nekako med seboj povezali. Zelo dobra akcija, spoznavamo grad, spoznavamo kolege iz drugih institucij in hkrati delamo dobro delo, čistimo in smo ponosni na to, kar imamo. Kako vam gre? Odlično. Kaj si mislite o takšni akciji? Take akcije so dobrodošle v občini Ormož, tako da upam, da je uspešna. Torej vam so zaupali okna, ne? Ja, si delimo kar z nekaj gospemi, ker je kar dosti dela na oknih, tako da bo. No, kako se vam zdi takšna akcija?
Mislim, da je to ena odlična priložnost, že da se tudi z meščane dobimo, da naredimo nekaj za našo kulturno dediščino, da očistimo grad, tudi da se malo spoznamo med sabo še boljše, pa da preživimo en lep dan. Manica, kako se vam zdi takšna akcija? Bo kaj haska? Ja, seveda, ko ljudje skupaj stopijo, je zagotovo še več haska, kak sicer. In lepo je, da se toliko ljudi odzvalo, ker gre za naš ormoški grad, tako da je to res treba ohraniti in tudi na tak način prispevati k varovanju in ohranjanju kulturne dediščine. Hvala lepa. Hvala. Vi imate poseben stroj, ne? In bo očiščeno tako, kot je treba? Bode. Kako se vam zdi takšna akcija? Odlično, samo da se spuca. Milena, čigava je bila to ideja, ena takšna čistilna akcija, ki je dejansko zelo uspela? Ja, dober dan, lepo pozdravljeni z Ormoškega gradu. Izvaja se delovna akcija Spoznajmo in očistimo grad Ormož. Moram reči, da to ni bila ideja posameznika, ampak skupine, ki pripravlja ta projekt digitalizacije. Dogovorili smo se, da preden se spostavijo razstave, da se grad temeljito očisti in pripravi za nove vsebine. Pravzaprav ni enostavno ne očistiti toliko površin. Ne, zato sem hvaležna vsem, ki so se danes odzvali našemu povabilu. Moram reči, da sem res zadovoljna, da se je toliko ljudi zbralo danes na samem gradu. Delo smo si razdelili, skupine so zelo marljive, rezultati so že vidni, tako da se veselim konca. Ob 11. uri je bil čas za malico, ki je potekala v grajski kleti oziroma Unterhundu, kot kleti rečemo. Odličen golaž in nekaj priboljškov ter pijačo po želji so postregli člani prostovoljnega gasilskega društva Hrdek, ki so se spet izkazali kot odlični kuharji, ki so vešči postrežbe in vsega, kar je potrebno za zasluženo malico. Sploh pa vedno radi priskočijo na pomoč. Končno pa se je šele pri malici videlo, da je akcija množična. V času čiščenja so namreč udeleženci bili razkropljeni po prostorih gradu. Ja, mi smo zelo pozitivno presenečeni, pa zelo ponosni na takšen odziv. Konec koncev vidimo, da Ormož diha, da dihamo za ormoški grad in spostavilo se eno prijetno druženje, veliko pogovorov, idej, predlogov, izmenjava takšnih in drugih izkušenj, tako da namen, bi rekel, je izpolnjen. Ja, seveda, akcija mislim, da je padla na plodna tla. Danes smo tukaj v bistvu z namenom, da malo nekaj navedimo, da spoznamo grad od znotraj, da se podružimo, da iščemo nove ideje, da damo gradu vsebino, ki si jo zasluži, namreč notranja prenova je končana in sedaj je prav, da se gradu da vsebina in da se pri tem sodelujejo tudi naši občani, da so vabljeni, da s kakimi idejami obogatimo vsebino našega gradu. Seveda hvala lepa vsem, ki so se udeležili. Sami vidite, da je v bistvu poln Unterhund ljudi, kar je zelo pohvalno, posebej še v takem vremenu. Se pravi, da v našem Ormožu vseeno spoštujemo naš grad, spoštujemo skupne akcije, imamo ideje in to je nekako tisto, kar čemu se občina veseli, pa kar tudi vsi skupaj nekako pričakujemo. Prva faza revitalizacije ormoškega gradu je prinesla zamenjavo oken na stavbi gradu, revitalizacijo in ureditev dostopnosti obrambnega stolpa gradu, popravilo grajskih ur in nakup 2 zvonov. Vrednost del znaša 1,6 milijona evrov. Občina je s projektom bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične kulturne dediščine. Skupaj bo za obnovo kompleksa prejela dober 1 milijon evrov. Ogled grajskega stolpa je zanimivo doživetje. Že sam dostop do stolpa in vzpenjanje po stopnicah se zdi kot pravljica, gotovo pa pogled na okolico samega vrha stolpa. Poleg že opravljenih del na občini načrtujejo še dodatno ureditev grajskega stolpa, ki bo vključevala sodobne interaktivne digitalne vsebine.
S temi vsebinami bodo obiskovalci lahko bolje spoznali zgodovino gradu in okolice. Ja, prijavili smo že drugo fazo. Upamo, bi rekel, naslednji mesec oziroma v 2 mesecih bo tudi znan odgovor. Prijavili smo tudi drugo fazo, kar se tiče, se pravi, bi rekel, kletnega prostora, kar se tiče še statične ovečitve, dobesedno obnova kompletne fasade samega gradu, ovečitve statičnih prostorov, se pravi nad samo sejno sobo. Bi prvo temu sledilo, potem pa še imamo projekt, kjer bi nastavili še pravi samo pročelje Ormoškega gradu. Tukaj bi radi obnovili, da bi res napravili en takšen pridih, da ko ljudje pridejo, da vidijo nek protokolarni sprejem ob samem gradu. Potem pa še določena navezava z grajskim parkom. Tako da to še je kar nekaj projektov tukaj zapeljanih, idej, predlogov, tudi konec koncev polnitve še z ostalimi vsebinami. Potem bi res za to drugo fazo, pa še mogoče s tretjo, bi res zapakirali vse, kar si na tem gradu želimo. Jaz upam in verjamem, da nam bo to uspelo. Prijavili smo odlično vsebino, tudi na Ministrstvu za kulturo smo pohvaljeni, zdaj še samo lovimo te točke. Tako da jaz upam in verjamem, da še to uresničimo, zapakiramo in to bo res odličen projekt, ki ne bo samo regija, samo občina ponosna na njega, verjamem, da tudi država. Na dan čistilne akcije pa je v gradu bilo tudi delovno srečanje vseh sodelujočih pri snemanju in izdelovanju digitalnih vsebin, ki se bodo prikazovale na Ormoškem gradu. Potekale so bralne vaje, pomerjanje kostumov za igralce, vaje s filmsko ekipo in podobno. V spomladanskem delu Ptujske superlige so bili odigrani 3 krogi. Z odličnimi igrami in 3 zmagami so se ormoški nogometaši s 4. mesta povzpeli na 1. mesto. Pred derbijem 15. kroga imajo vodilni Ormožani točko prednosti pred Apačami. Apačani bodo v soboto, 12. aprila ob 16. uri gostovali v Ormoški mestni grabi. Bukovci 3:1, Gorišnica 3:0 ter Tržec 4:1 so uspešni rezultati ormoških nogometašev v spomladanskem delu prvenstva. Z novimi 9 točkami so varovanci trenerja Aleša Jurčica iz 4. napredovali na 1. mesto. In na 1. mestu bodo pričakali sobotni derbi proti drugovrščenim Apačam. V zadju so posnetki s tekme 13. kroga Ptujske superlige med Ormožem in Gorišnico, katera je bila odigrana pred 300 gledalci v mestni grabi. Domači so tekmo začeli z naslednjo 11-terico. V golu Denis Prapotnik, v polju Luka Ladika, Blaž Borko, kapetan Teo Prapotnik, Dejan Kociper, Stefan Zazič, Sebastian Piberčnik, Niko Kosec, Luka Kirič, Alison in Patrik Javševec. Gostujoči strateg Istok Friedel je tekmo pričel z vratarjem Tadejem Špešičem. V polju so zaigrali Anže Golob, kapetan Klemen Zlatnik, Tilen Ciglar, Nec Primožič, Žan Kavčič, Val Firbas, Gašper Majerič, Teo Friedel, Tomas Kosec in Rok Zorko. Sodniško nalogo je opravljala trojka Niko Mihelič, Zdenko Kamenšek in Istok Milošič. Nalogo delegata je opravljal Branko Žgeč. Glavni sodnik Mihelič je pokazal 5 rumenih kartonov, 2 domačim in 3 gostom, ter 1 rdeči karton gostom. Zelo pomemben trenutek tekme se je zgodil že v 2. minuti, ko je gostujoči kapetan Zlatnik po prekršku nad Kiričem prejel rdeči karton. Izključitev bivšega igralca Ormoža je Gorišnico prisilila v bolj obrambno naravnano igro. Gostitelji so imeli premoč na igrišču, si ustvarili nekaj priložnosti, vendar se mreža Špešiča do odmora ni zatresla. Tik pred koncem prvega polčasa je za Ormož eminentno priložnost zapravil Brazilec Alison. V drugem polčasu je padla odločitev zmagovalcev. Gostitelji so popravili svojo igro v napadu in 3-krat zatresli mrežo Gorišnice. Prvi je goste načel Zazič z golom v 56. minuti, ko je zadel z glavo. To je bil drugi zadetek v sezoni za visokega branilca Ormoža.
V 69. minuti 2-0. Na delu je bil Alisson, ki je še drugič v spomladanskem delu zatresel mrežo nasprotnika. Tudi Gorišnica si je priigrala priložnost za zadetek. Najobetavnejša akcija je 74. minute. Za končnih Ormož 3, Gorišnica 0 je v 80. minuti poskrbel Kirič s svojim 7. prvenstvenim zadetkom. Domači trener je opravil vseh 5 menjav in tako so priložnost za igro dobili še Borna Pahor, Jan Trstenjak, Jan Vočanec, Tejo Prapotnik in Anže Šujen. Pri gostih so zaigrali še Urban Horvat, Žan Rep in Anže Golob. Zelo zanimiv je pogled na lestvico, kjer je še 5 ekip ostalo v boju za prvo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za vrstitev v 3. slovensko nogometno ligo. Vodi Ormož s 30 točkami pred Apačami in Makolami, ki imajo na svojem računu 29 točk. Stojnci so s 27 točkami 4., Bukovci s 25 točkami 5. Naš drugi predstavnik Središče je v tem krogu zabeležil domači poraz proti Makolam, 0-1, in je s tekmo manj na 6. mestu z 20 točkami. V 15. krogu Ptujske Superlige v soboto 12. aprila ob 16. uri Ormož v športnem parku Mestna Graba gosti Apače. Središče istega dne ob isti uri čaka gostovanje pri Grajeni. Toliko za danes. Z upanjem, da se nam boste pridružili tudi prihodnji teden, vam želimo čim toplejše pomladne dni in vse dobro. Hvala za pozornost in srečno!